Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Moram reči, da na področju vzgoje in izobraževanja še vedno odmeva nedavni dogodek medvrstniškega nasilja na vrhu nakupovalnega središča v Celju. Žal res, še vedno je to aktualno, tako med šolami, med učenci, kot tudi med starši. Vsekakor pa ta dogodek v zadnjih letih, če povzamem, ni bil osamljen. Če samo spomnim, leta 2018 pretep dveh skupin mladoletnikov v Murski Soboti. Leta 2020 v Velenju spor med dvema mladoletnikoma, pri čemer je eden izvlekel nož in drugega dvakrat zavodel. Pretep dijakov Tehniškega šolskega centra Maribor, v katerem so dijaki pretepli učenca, ki naj bi potreboval učno pomoč. V lanskem letu je odmeval skupinski napad na osnovnošolca v Ljubljani. V zadnjih mesecih smo v medijih izvedeli za dva primera, ko je učenec v šolo prinesel imitacijo pištole in z njo meril v druge. Medvrstniškega nasilja je tako rekoč res veliko. Po raziskavi med učenci zadnjega triletja iz leta 2019, če povzamem, ki je zajela nekaj več kot 4500 učenk in učencev iz 70 šol, je 89% vprašanih potrdilo medvrstniško nasilje v vseh oblikah, verbalno, fizično in odnosno. 43% mladih pa je poročalo, da so vsaj enkrat doživeli eno od oblik spletnega nasilja. Približno tretjina pa, da so sami vsaj enkrat izvajali tovrstno nasilje. Strokovnjaki, strokovni sodelavci telefona za otroke in mladostnike Tom poročajo, da vsak 5. otrok poroča o težavah z vrstniki. Tovrstni dogodki in zaskrbljujoči statistični podatki nam nastavljajo ogledalo vsem nam, vsem staršem in celotni družbi. Številni strokovnjaki opozarjajo, da so tovrstna nasilna dejanja posledica preteklih neuspešnih in mnogokrat nepravilnih vzgojnih pristopov oziroma permisivne vzgoje. Hkrati pa nakazujejo zaskrbljujoč trend, da je medvrstniškega nasilja veliko in si pred tem problemom ne smemo zatiskati oči. Nasilje postaja tudi vedno bolj žal brutalno. Vedno bolj. Mineva en mesec od dogodkov v Celju. Nad mednim odzivom ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde smo v Novi Sloveniji razočarani in ga ocenjujemo kot neustreznega in nezadostnega. Edina rešitev, ki jo je minister Felda predlagal, je več pogovorov. V slovenskih šolah je bil organiziran dan kulture na nenasilja in strpnosti. Kot so pri tem opozorili šolniki, slovenske šole programe za promocijo strpnosti in nenasilja že izvajajo kontinuirano vsa leta. Drugih ukrepov ministrstvo žal ni napovedalo, kar kaže na to, da se resnosti problema ne zavedajo. Ministrstvo je povsem preslišalo vedno glasnejša opozorila učiteljev in ravnateljev, da brez sprememb zakonodaje medvrstniškega nasilja ne bodo zmogli obvladati. V Novi Sloveniji ministra za vzgojo in izobraževanje pozivamo k takojšnji pripravi sprememb zakonodaje, ki bodo učiteljem vrnili strokovno avtonomijo in pedagoško avtoriteto, predvsem pa, da bodo šolam dale ustrezno zakonsko podlago za učinkovito reševanje težavnih primerov medvrstniškega nasilja in odklonskega vedenja. Ravnatelj celjske šole, ki obiskuje napadena učenka, je dejal po enem mesecu, učinka vzgojno-izobraževalnih ukrepov ni. Učenci vidijo, da so učitelji nemočni in to seveda izkoriščajo. Da se samo pogovarjajo in da razen tega ne morejo storiti ničesar, zato so nekateri dobili še večjo moč. Aktiv ravnateljev osnovnih šol in glasbene šole mestne občine Celje pa opozarja, če se ne bo spremenila zakonodaja, bo vedno hujše. V Novi Sloveniji zato opozarjamo, pogovorov in akcijskih načrtov je bilo dovolj.
Potrebne so spremembe zakonodaje, ki bodo učiteljem, vzgojiteljem in ravnateljem omogočile učinkovito ukrepanje v primeru odklonskega vedenja otrok ter medvrstniškega nasilja. Če se ne ukrepa takoj, je samo vprašanje, kdaj se bo na kateri izmed naših osnovnih šol ali srednjih šol zgodil primer medvrstniškega nasilja, ki se bo končal tragično. Prepričana sem, da si slovenska družba tega ne želi. Ne želijo si ne otroci, dijaki, študentje, ne učitelji, ne vzgojni kader. V Novi Sloveniji zato predlagamo 6 točk za spremembo zakonodaje, ki jih bomo v obliki sklepov vložili in predstavili na jutrišnji seji skupnih parlamentarnih odborov za izobraževanje in notranje zadeve. Naš prvi predlog, če povzamem, je, da mora biti pravica učencev do varnega šolskega okolja ter nemotenega pouka naš najpomembnejši skupni cilj. Ta pravica do varnega šolskega okolja in nemotenega pouka. Ravnatelji, učitelji in strokovni delavci šole morajo zato dobiti seveda ustrezne pristojnosti za učinkovito ukrepanje in vzpostavljanje reda v šolskem prostoru. Šolska inšpekcija se mora postaviti na stran strokovne avtonomije in pedagoške avtoritete učiteljev, ne pa na stran staršev, ki vse prepogosteje grozijo z odvetniki. Drugi naš sklep, seveda, ali pa drugo priporočilo gre v smer, da Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravi spremembe predpisov, s katerimi bi bilo mogoče začasno umakniti nasilne otroke iz razreda oziroma iz šole ter jih vključiti v začasno obravnavo usposobljeni ekipi strokovnjakov ob pomoči in sodelovanju staršev. Brez staršev ničesar ne bomo naredili, seveda pa morajo starši tudi na tem področju postati aktivni. Skupni cilj mora biti zasledovanje otrokovih največjih koristi. In tretji naš sklep, za najzahtevnejše primere razdiranih otrok s hudimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami v Sloveniji že obstajajo vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni zavodi. Strokovnjaki opozarjajo, da aktualna zakonodaja in pravice staršev praktično onemogočajo obravnavo otrok v teh zavodih, razen izjemoma v najhujših primerih. Zavedati se moramo, da takšni otroci potrebujejo posebno skrb in strokovno oporo, ki jim jo lahko nudijo le zaposleni strokovnjaki v teh zavodih. Omogočiti moramo lažje napotitve tovrstne zavode, pri tem pa mora imeti odločilen vpliv presoja strokovnjakov. Četrti sklep Nove Slovenije in tudi seveda priporočilo, da se ravnateljem, učiteljem in strokovnim delavcem šole omogoči strokovno avtonomijo in ustrezno avtoriteto v vzgojno-izobraževalnem procesu in omeji možnosti poseganja staršev v njihove strokovne odločitve. Številni strokovnjaki opozarjajo, da šole nimajo na voljo nobenih učinkovitih vzvodov ukrepanj, saj so jim bili v preteklosti odvzeti v imenu pravic otrok in pravic staršev. Šole razen papirnatih vzgojnih ukrepov nimajo na voljo resnih ukrepov, ki bi bili učinkoviti in ki bi k sodelovanju za izboljšanje stanja, izobraževanja, odnosa pritegnili tako otroke in njihove starše. Peti naš cilj je, da je jasno potrebno opredeliti odgovornost staršev otrok, ki morajo tako rekoč obvezno sodelovati s strokovnimi službami pri obravnavi morebitnih odklonskih vedenj svojih otrok. V Novi Sloveniji poudarjamo, da mora biti odgovornost pred pravicami, tako otrok, kot tudi staršev. Sedaj strokovni delavci v šoli celo za pogovor s problematičnim učencem potrebujejo soglasje staršev. Odvzem mobilnega telefona ali neudeležba na šolski ekskurziji zunaj šole sta praktično neizvedljiva ukrepa. Starši se morajo tudi s
strinjati z vsakim vzgojnim ukrepom, kar v pedagoškem smislu je popolnoma zgrešeno. Ravnatelji in učitelji opozarjajo, da njihova dolgoletna praksa kaže, da veliko staršev ne sodeluje s šolo v primerih odklonskih vedenj njihovih otrok. Izogibajo se odgovornosti, so kdaj celo sami nasilni v komunikaciji in grozijo vzgojiteljem ter učiteljem. Naše šesto priporočilo, naš šesti predlog vladi oziroma Ministrstvu za pravosodje želimo naložiti, da preučijo nedavno pobudo za uvrstitev spletnega ustrahovanja med kazniva dejanja v vseh državah članicah Evrope. Različne oblike spletnega ustrahovanja so v porastu. Številne evropske države, med njimi Francija, Irska, Italija, Nemčija, so že sprejele ustrezne spremembe zakonodaje, ki takšna zavržena dejanja učinkovito preganjajo. Predlagamo, da se s tem državam in tem državam pridruži tudi Slovenija. Če povzamem, je predlog podala Evropska ljudska stranka, seveda kot priporočilo, tudi zaradi tragičnega primera deklice iz Irske, Koko, ki je žal podlegla tovrstnemu nasilju in je njena mama seveda pozvala Evropsko ljudsko stranko, da se to uvrsti med kazniva dejanja. V Novi Sloveniji menimo, da je čas za ukrepanje. Pisanje akcijskih načrtov, neučinkoviti pogovori in visoko leteče besede ne zadostujejo več. Potrebno je okrepiti odgovornost staršev pri vzgoji otrok in pri tem seveda zagotoviti ustrezno podporno okolje in strokovne programe. Ravnatelji in učitelji potrebujejo več pooblastil za ukrepanje in poudarjeno strokovno avtonomijo, da se lahko samostojno odločijo o izbiri vzgojnih ukrepov, ki so v največjo dolgoročno korist otrok. Šolam moramo vrniti ustrezno pedagoško avtoriteto in učinkovita orodja za vzpostavljanje šolskega reda. Šolska inšpekcija pa mora biti v kritičnih primerih seveda na strani šol in strokovnega delovanja in ne na strani in popuščati staršem, ki prepogosto celo grozijo z odvetniki. Tako potem izgublja šola avtonomijo in seveda poklicanost, vzgojo in izobraževanje naših otrok. Hvala lepa. Ja, mogoče Elima, ki se radi Slovenija. Rekli ste, da bi učitelji in učiteljice potrebovali več avtonomije, mogoče katere pristojnosti se vam zdi, da bi potrebovali za učinkovito ukrepanje? Zagotovo učitelji, predvsem pa tudi ravnatelji morajo biti na strani učiteljev, ker so to, bom rekla, njegovi najbližji sodelavci in so vsi usposobljeni za to, da imajo seveda znanje in prijeme, da lahko obvladujejo otroke v razredu. Kateri so te učinki? Imamo različna orodja. Predvsem mogoče je že tako orodje, da ga lahko, če je preveč nasilnem, ga preusmeri k svetovalni delavki, brez da se pokliče domov starša, če se to lahko naredi. Skratka, prišli smo tako daleč, da enostavno učitelj samo podaje snov, lahko ima cel razred v zraku, v luftu in enostavno nima orodja, da bo zadeve ukrepov. Govorim o tej avtonomiji in spoštovanju in avtoriteti učitelja, ki pa mu jo mora dati tako ravnatelj in tudi šolske inšpekcijske službe, morajo stopiti na stran šol. Ima Čepon Pop TV, a so med temi ukrepi oziroma prijemi, recimo kakšno vaše stališče glede pregledovanja šolskih torb, to je sicer ekstrem, o katerem se je zadnje čase veliko govorilo, ampak je ena od opcij, ali pa denimo, se pravi, izločiti otroka iz pouka, ne iz šole, ampak iz pouka začasno, če je problematičen. Kakšno vaše stališče v teh ukrepov? Zagotovo vse, kar ste naštela, brez podpore in seveda vključevanje staršev, se tega ne bo dalo narediti. Zato se mi zdi, v prvi vrsti je pomembna odgovornost staršev do teh otrok. Pregledovanje torb zame je zagotovo manjši ukrep kot namestiti senzorje v šole. Ravno danes sem govorila, v šoli v Beogradu pregledujejo torbe po vsakem traktu in je to že postal nek
povsem vsakodnevna rutina. Seveda ne gre to vsakokrat, se tudi učitelji ne pregledujejo vseh torb, ampak ko ocenijo, da je kaj narobe, da ko ocenijo ali pa ko pride kakšen otrok povedati, pa da ima nenazadnje to možnost. Seveda pa še enkrat poudarjam, tukaj so ključni starši, pa tudi ravnatelj, ki mislim, da je tisti, ki bo moral te zadeve na ravni šole zagovarjati in seveda tudi stati za tem. Če prav razumem, pozivate tudi k spremembi zakonodaje, lahko navedete recimo katerih konkretno zakonov, pa kakšne rešitve bi notri pripeljali? Mi bomo jutri imeli razpravo na področju medvrstniškega nasilja, ki ga je sklicala koalicija, sama predsednica odbora, kolegica Bonklanškova. Jaz seveda bi želela, da se na tem področju jutri povemo, da koalicija sprejme in razume naše sklepe, ki grejo, potem pa bojo seveda strokovne službe to pripravljati. Zdaj, a je to področje za notranje zadeve, zato je tudi to področje sklicano, ali področje zgolj, bom rekla, zofija, osnovnošolskega zakona. Mislim, da bomo to se o tem pogovorili, na kakšen največji možni meri, v katere zakone se da jutri seveda te naše predloge vključiti. Še enkrat pa želim poudariti, če ne bomo vrnili avtonomijo, spoštovanje avtoritetov učiteljem, ravnateljem in seveda, če ne bo šolska inšpekcijska služba delovala v smer zaščite šol in tudi ravnateljev in učiteljev, se bojim, žal, v Sloveniji nekega premika ne bo in res lahko samo še čakamo na kakšne žalostne dogodke. Želim si, res, da bi to medvrstniško nasilje počasi izvenelo, da bi znali sobivati med seboj. Vsi mi smo obiskovali osnovno šolo, vemo, kako včasih pride kakšna beseda. Nehote, si neko žrtvo v razredu izberejo. Mislim, da so orodja, poznamo prakse obvladovanja tega tudi v tujini, da se to v največji meri vkomponira v naš šolski sistem. Dobre prakse.